Že drugo leto se je na prometni šoli Maribor odvijal dan prometne varnosti. Namen tega dne je bil spodbuditi dijake in študente k zavedanju nevarnosti, ki prežijo v prometu. V letošnjem letu smo povabili društvo paraplegikov, prav tako si lahko študenti in dijaki zunaj ogledajo starodavna vozila, lahko se peljejo z segwajem in z ležečimi kolesi. Prav tako smo dali študentom in dijakom možnost, da si v letošnjem letu sami popravijo zastonj kolesa. Namen dneva prometne varnosti je na eni strani predstaviti, kako se zagotavlja varnost v posameznih prometnih podsistemih, na drugi strani pa seveda promovirati varnost v prometu. Osrednjo vlogo pri varovanju cestnega prometa izvaja policija. Policija kot takšna, torej kot organ sestave Ministrstva za notranje zadeve, izvaja med drugim tudi naloge nadzora in urejanja cestnega prometa. Namen tega policijskega dela je seveda zagotavljanje spoštovanja zakonodaje, seveda pa s tem tudi zagotavljanje ugodnih in stabilnih varnostnih razmer na področju cestnega prometa. Eno osnovnih orodij je merilnik hitrosti. Merilniki hitrosti, ki jih uporabljamo, torej so različni. Imamo jih več tudi na policijski upravi Maribor, tudi delujejo na podlagi različnih principov. Kot prvo so to ročni laserski merilniki hitrosti, ki delujejo na podlagi oddajanja in sprejemanja laserskega žarka. Seveda se pri meritvah hitrosti upoštevajo tudi neke varnostne razlike, katere se od izmerjenega rezultata odbijajo seveda v korist voznika, ki je bil izmerjen. Te znašajo pri meritvah od vključno 100 km/h 5 km/h, pri meritvah nad 100 km/h do vključno 200 km/h pa 7 km/h. Kako se pripadniki Slovenske vojske obnašajo v cestnem prometu? Kakršnikoli premiki naših vozil, oklepnih oziroma 8-kolesnikov, 8x8 Patri iz Maribora na teren Poček, Postojna, poteka po cestno-prometnih predpisih, isto se obnašamo. V primeru prometne nesreče prav tako se območje zavaruje z znaki, ki so pač uradni v civilstvu. Pokliče se vojaška policija, naredi zapisnik, pokliče se tudi po potrebi civilna policija, naredi zapisnik, fotografira zadeve in pa vse kompletno tako pač v civilnem življenju. Imate tudi izkušnje iz Afganistana? Pomeni, da smo se obnašali isto po predpisih na njihovi cesti, kaj pa smo se vozili po pesku, to pomeni brez trdega cestišča, se obnašaš bolj taktično oziroma vojaško. Kako je organizirana kontrola zračnega prometa v Republiki Sloveniji? Kontrola zračnega prometa v naši državi je zaenkrat leta 2004 postalo javno podjetje, KZPS d.o.o. in skrbimo dejansko za čisto vse prelete komercialnih letal, se pravi potniških letal, katera letijo čez naše ozemlje oziroma tudi tiste, ki pristajajo in zletajo z naših mednarodnih letališč. Se pravi, kot kontrolorji delajo ljudje, tudi občasno prihaja do neke vrste incidentov, vendar da bi imeli kakšne resne incidente, do zdaj jih nismo imeli. Vsak kontrolor mora imeti svojo ustrezno licenco, katero tudi vsako leto obnavlja, in skladno s tem imamo tudi vaje na naših simulatorjih, kjer vadimo izredne situacije, tako da se ljudje tudi s tem srečujejo vsako leto in da bi znali v primeru, da bi se res kaj takega pripetilo, tudi ustrezno odreagirati. Da, v Sarajevu je bilo letalo Adria Airways Canada Regional Jet serije 200 po vzletu soočeno z eno od težav, ki jih piloti redno vadimo na našem izobraževanju, na simulatorjih, in sicer se je pri indikaciji temperature motorja pokazala previsoka vrednost, to se pravi tako zvana temperatura izpušnih plinov, namesto da bi bila v recimo regiji okrog 800 stopinj Celzija, je bil prikaz temperature okrog 1000 stopinj Celzija, kar je lahko napovedovalo napako pri delovanju motorja ali napako pri delovanju merilnih inštrumentov na tem motorju. Posadka je postopila z navodilom priročnika, z navodilom proizvajalca, ki je vpisano v priročniku, tako zvani QRH procedure, in pravzaprav postopila v skladu s tem navodilom, kot bi šlo za odpoved motorja. Motor je bil, torej moč motorja je bila zmanjšana na relant in potem je letalo dejansko z enim samim motorjem opravilo potrebne manevre in se varno vrnilo v Sarajevo. Od letala pa se vrnimo za 160 let nazaj, kolikor je že stara slovenska železnica.
Glavna proga, ki teče skozi naše kraje, je bila zgrajena zaradi tega, da se je Dunaj povezal s Trstom. Dunaj je prestolnica monarhije, Trst glavno pristanišče monarhije. In tako smo mi že zelo zgodaj v zgodovini dobili prvovrstno železniško progo. Če pomislimo samo, da je v Maribor prišla proga že 1846. leta in do Trsta potem 1857. leta. 1830 pa je bila prva prava železnica v Angliji, povezava pristanišče Liverpool s industrijskim mestom Manchester, potem lahko rečemo, da smo zelo zgodaj stopili na ta vlak. S vstopom Slovenije v Evropsko skupnost se je Republika Slovenija zavezala, da bo spoštovala pravila in zakone, ki veljajo v Evropski skupnosti. Na področju železniškega prometa poznamo dva osnovna akterja. To so prevozniki v železniškem prometu in pa upravljavec javne železniške infrastrukture. Prevozniki v železniškem prometu za svojimi tirnimi vozili, se pravi vlečnimi vozili, lokomotivami in pa vlečenimi vozili, potniškimi in tovornimi vagoni, izvajajo prevozne storitve. Upravljavec javne železniške infrastrukture pa z tem, da vzdržuje javno železniško infrastrukturo, s tem, da vodi promet na njej, zagotavlja varno odvijanje železniškega prometa. Spoznali smo veliko prometnih področij, podrobno poznavanje pa bo imela za posledico, da bo promet potekal varno.